Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni na slavnostni prireditvi ob 65. prazniku občine Ljutomer. Hvala lepa Domno Gnezdi za zaigrano prleško ljudsko skladbo Deresenja Mali bija. Dovolite mi, da med nami na začetku še posebej lepo pozdravim županjo občine Ljutomer, magistro Olgo Karba. Podžupana gospoda Janka Špindlerja in gospoda Nika Miholiča. Častnega občana doktorja Mirana Puconjo. Izredno profesorico dr. Simono Kukovič, direktorico Inštituta za lokalno in regionalno samoupravo. Rednega profesorja dr. Mira Hačka iz Univerze v Ljubljani. Svetnice in svetnike občinskega sveta občine Ljutomer ter ostale predstavnike občinskih organov, predsednike in člane krajevnih skupnosti ter predsednike in člane svetov javnih zavodov, bivše župane in predsednike izvršnih svetov občine Ljutomer. Med nami pozdravljam tudi delegaciji iz pobratenih mest Užice in Fulnek. Predsednika in člane območne obrtne zbornice Ljutomer ter kluba menedžerjev Ljutomer, direktorje zavodov, javnih podjetij, vse gospodarstvenike, obrtnike, podjetnike, župane sosednjih občin, predstavnike cerkve, vse občanke in občane občine Ljutomer ter ostale goste. Poseben pozdrav tudi vsem gledalcem na internetnih portalih, dogodek predvajamo tudi v živo. Občina Ljutomer praznuje. V tem času se spominjamo 9. avgusta 1868. leta, kjer je v Ljutomeru na tem mestu v parku prvega slovenskega tabora zaživela ideja o zedinjeni Sloveniji. Mogočni hrasti, zasajeni v tistem času, predstavljajo ponos in hrabrost prebivalcev te pokrajine. Prlečki in prlekov, ki ljubijo to okolje, naravo in soljudi, ter katerih zgodovina je pokazatelj njihove trdoživosti, iznajdljivosti ter predvsem skromnosti. Skozi čas so ohranili ponos, pripadnost poreklu, narečju ter pokrajini in pokazali, da kljub hitremu gospodarskemu in potrošniškemu svetu znajo ter zmorejo ohraniti svojo identiteto, katera jih je skozi zgodovino tudi izoblikovala. Tudi zaradi prleške inovativnosti sodi občina Ljutomer med prodornejše in uspešnejše v Sloveniji, katera ima zmožnost prilagajanja spremembam na tehnološkem ter gospodarskem področju, ter katero prlečke in prleki s ponosom nosijo v srcu. Na oder vabim županjo občine Ljutomer, magistro Olgo Karba, direktorico občinske uprave občine Ljutomer, Angelco Lukman in najstarejšega člana občinskega sveta občine Ljutomer, Jožeta Klemenčiča, da opravijo slavnostno nadetje županske verige. Spoštovane dame in gospodje, županjina dolžnost je, da odeta v župansko verigo nastopa na vseh svečanostih občinskega, medobčinskega, regijskega, državnega in meddržavnega pomena, posebno kadar gre za nastope, kjer je županja dolžna predstavljati svojo lokalno skupnost in zastaviti svoja stališča občine. V medobčinskem, regijskem in državnem merilu je županja dolžna simbolom svoje časti ovrednotiti predvsem slavnostni čas nekega dejanja. Čas in dejanje, kot je današnje. Zato sedaj v skladu s občinskim protokolom vabim najstarejšega člana občinskega sveta občine Ljutomer, gospoda Jožeta Klemenčiča, da županji nadene župansko verigo. Spoštovana gospa županja, magistra gospa Olga Karba, pripada mi čast, da vam to župansko verigo nadenem
v čast in v čast vašega županovanja na osnovi pooblastila naših občank in občanov, da zastopate občino. Ta županska veriga, ki jo nosite, predstavlja simbol vaše časti, vašega dostojanstva, vaše odgovornosti do nas, občanov in občank, ki nas po pooblastilu, ki ste ga prijeli s svojo izvolitvijo, predstavljate našo občino ne samo na domačem pragu, ampak širše v območju republiki in seveda izven naše države. Jaz vam čestitam in želim vse lepo. Glede na to, da je pred kratkim naša županja praznovala svojo res lepo okroglo obletnico svojega rojstva, mi dovolite, da vas prosim, da s lepim aplavzom zaželimo njej še veliko zdravja in uspešnega vodenja naše občine. Spoštovane občanke, spoštovani občani, cenjene dame in gospodje. Vsak dan imamo priložnost biti prijazni in vztrajni, odprti za ideje in pripravljeni stopiti naprej. Majhni koraki na daljši poti, male pogumne geste, ki se na dolgi rok seštevajo v velike rezultate. To je zgodba naše skupnosti. To je rdeča nit naše poti pogumnih korakov, akcij, gest, preizkušenj in rezultatov. S ponosom se ob prazniku zahvalimo vsem, ki so pomagali zbrati pozitivno energijo in izpeljati projekte, dogodke, udejanjiti svoje ideje in sanje skozi podjetništvo, obrt, umetnost ali šport. Tudi danes bomo izpostavili nekaj izjemnih občank in občanov, ki dvigujejo lestvico kvalitete, ki nas spodbujajo svojim zgledom. Pred desetletjem, ko nam je bilo zaupano vodenje občine, smo bili prestrašeni. Nastopila je gospodarska kriza. Kaj bo s službami, plačami, kako bomo živeli naprej? Kako bomo sledili potrebam naših občank in občanov, če je država odmerila manj denarja občinam? Nismo vedeli, kako se bo situacija razvijala. Nekatere stvari so ostale nedotaknjene ali so šle celo na bolje, druge so zelo hitro šle na slabše. Tudi v številkah se je to pokazalo. Skupni prihodki, ki so jih ustvarila podjetja v naši občini, so padli iz 240 milijonov evrov v letu 2008 na 213 milijonov evrov v letu 2010. Prišlo je do neke vrste delitve med ljudmi. Eni so ta problem čutili močno in živo, drugi so ga čutili manj.
Ne zaradi nečesa, kar bi sami storili ali na kar bi lahko sami vplivali. To ni bila prijetna delitev. Čeprav vse delaš prav, se kar nekaj ustavi in ni nobene konkretne stvari, s katero lahko problem rešiš. V zadnjih 2 letih čutimo in imamo nekaj podobnega. Delitve, strah, negotovost. Nenadne, mogoče potrebne, a pogosto nerazumljive spremembe. Včasih se zdi, da vse, kar naredimo, nekako ne reši situacije, ampak jo le podaljša. Vendar iz gospodarske krize smo našli pot naprej. Verjeli smo eni v drugega. Začeli smo se pogovarjati, se družiti, si bolj zaupati in iskati nove načine, da naredimo več iz tega, kaj je bilo v naši moči. Začeli smo posvečati manj časa vsemu, kar nas je strašilo in je bilo izven našega dometa. Tako so nastale nove ideje za investicije in rezultat za rezultatom. Več milijonov investicij, ogromno zaključenih projektov skozi pogovor o vsaki prioriteti z vami, drage občanke, drage občani, drage krajanke, drage krajani, s skrbnostjo za enakomeren razvoj vseh krajevnih skupnosti. Oblikovali so se stebri delovanja, kot so gospodarstvo in obrtništvo, komunalna in prometna ureditev, mladi, starejši, javne storitve, turizem in aktivna ter srčna skupnost. Na vseh teh tematskih področjih so nastale strategije, cilji, vizija, kako naprej. Zaradi tega smo uspeli pridobiti sofinanserska sredstva in podvojiti ali celo potrojiti število izvedenih investicij. Na podlagi teh načrtov smo izvedli ukrepe, investicije, projekte, če naštejem le par teh primerov. Strategija trajnostne mobilnosti je omogočila kolesarske povezave z okolju prijaznimi materiali in prenovo številnih ulic v mestu. Strategija za mlade je pripeljala do ureditve mladinskega prostora v mestnem jedru in naziva Mladim prijazna občina. Strategija turizma je pripeljala do zelene destinacije, lokalne turistične zadruge Prlekija in blagovne znamke Visit Prlekija. Da ne bo pomote, to ni bilo neko genialno in ekskluzivno početje na strani občine. Le odigrali smo vlogo, ki je v danem trenutku bila potrebna in prava. Tako kot je vsakdo izmed vas odigral svoj del bodisi v snovanju ali izvedbi teh zamisli. Uspeli smo izpeljati desetletje razvojnih prioritet in pripeljati stvari do urejenega okolja na vseh ključnih področjih. Na vaš prispevek vsemu temu, ki je odločilen, ste lahko upravičeno ponosni. Kjerkoli ste ga naredili, od dela v podjetjih, v zavodih, oddajanja dobrih nasvetov in priporočil ali skozi dejavnost v društvih in na drugih področjih. Tudi v številkah to pomeni, da so se skozi desetletja povečali letni prihodki podjetij v občini za 100 milijonov evrov. Število podjetij je šlo navzgor iz 778 v letu 2012 na 832 v letu 2020. Postali smo prepoznani kot regionalni podjetniški center. V okrevanju po gospodarskem zlomu so namreč podjetja iz regije in drugih krajev začela prepoznavati občino Ljutomer kot privlačno okolje za to, da se preselijo in da širijo svoje poslovanje. Ljudje so se začeli priseljevati,
urejenost in javne storitve so se izboljševale. Nismo le spalno naselje ali poceni industrijska cona, ki ima urejene prostorske dokumente. Smo partner, ki dobro in odzivno pelje postopke. Smo skupnost ljudi, društev, umetnikov, inovatorjev, mladih, starejših, športnikov, kulturnikov in še kaj. Smo resnično zanimivo in prijetno okolje za življenje, zaupanja vredno za mlade, starejše, invalide, družine, rekreacijo in še kaj. Povezani smo skozi srčno energijo in svobodo duha. Skozi novo zadrugo in naš dvorec v Jeruzalemu, ki je bil včeraj oddan v najem, postajamo tudi navzven prepoznavni kot butična turistična destinacija. Na podlagi rezultatov in strategij je nastala tudi vizija, da bomo do 2030. leta krepili še naprej razvoj krajev in mesta občine. Skupaj smo čez 50 projektov zapisali tudi v načrt razvojnih programov. To so dobri in zanimivi projekti, od vseh cest, vodovodov, kanalizacij, do amfiteatra pri gimnaziji, do vinske plaže na Jeruzalemu, do kolesarskih povezav z termami in dvorcem, do energetske sanacije še 5 od 10 stavb, ki so v lasti občine Ljutomer, do nove šole in telovadnice v Cezanjevcih, do prizidka vrtca v Ljutomeru in tako naprej. Splača se tako delati, da ne zapravimo možnosti za izvedbo teh idej. Ker v zadnjem letu in pol so se stvari marsikje spet močno zamajale. Naloga naše skupnosti v prihodnje je, da ne izgubimo zagona, da ne izgubimo projektov, ki smo jih omislili za naprej. Da ne zbledimo kot zanimivo okolje za delodajalce in ljudi, ki se odločajo za življenje v naši sredini. Ta kriza in negotovost bo šla mimo, kot so vse druge. V tujini vidimo enako razdvojenost, enake izzive. Prav v tem trenutku se ene države zapirajo, druge se popolnoma odpirajo. Prisilo spreminjajo v priporočila, iz kazni in groženj gredo v zaupanje in sledenje željam ljudi. Zato bodimo pogumni, imejmo upanje v prihodnost in zaupanje vase. Zato delajmo naprej na prioritetah, na stebrih, na idejah in projektih. Skupaj, občani, krajani, društva, zavodi, podjetja, občina. Skozi razvoj teh novih stvari je več nalog prišlo na občinsko upravo. To se je izkazalo za najbolj racionalen pristop. Občina je tisti nivo upravljanja javnih storitev, ki je najbližji občanom. Vendar težko je meriti delo občine. Oziroma enostavno je meriti le nekatere vidike delovanja občinske uprave. Kako pa vemo, ali je občinska uprava sposobna izpeljati vse te naloge, ki so pred nami? Kako vemo, ali smo v pravi formi, da izpeljemo strategijo in zamisli, posebej v teh negotovih okoliščinah? In kako se pri tem primerjamo z drugimi občinami, s katerimi tekmujemo za ista sredstva za sofinanciranje projektov? Zato smo v tem letu navezali stik s strokovnjaki, ki se ukvarjajo z merjenjem delovanja občin in se odločili, da želimo biti iz leta v leto boljši. Na podlagi njihovih priporočil se bomo izboljševali in krepili, saj sem prepričana, da je naša občina kos odigrati svojo vlogo v uresničevanju vizije razvoja naše skupnosti. Danes sta dr. Simona Kukovič in dr. Miro Haček z nami in vesela sem, da nam bosta zaupala njuno oceno. Na koncu, drage občanke, dragi občani, še enkrat iskrena hvala
vsem za dobro delo in tudi trud v teh negotovih časih. Hvala in čestitke vsem prejemnikom nagrad in priznanj. Hvala vsem, ki so ustvarjate nocojšnjo prireditev in druge dogodke v okviru praznovanja naše občine. Hvala vsem, ki praznujete z nami in hvala vsem, ki imate radi Lotmerk. Vse najboljše, občina Ljutomer. Za občino Ljutomer je čez 30 prazničnih dogodkov v čast občinskega praznika. Nekaj se jih bo odvilo še v naslednjih dneh. Na vsakem od teh dogodkov se z iskrenim veseljem srečujemo z vsemi vami in se vam zahvaljujemo za vaše delo in trud, ki ga vlagate, da je občina Ljutomer zares povezana in srečna. Tudi vodstvo občine se vsakodnevno trudi po najboljših močeh, da bi bila občina urejena, prijazna, dobro vodena in prijetna za bivanje. Seveda niso bili povsem prepričani, ali jim vse to tudi uspeva. Zato so se še posebej razveselili novice, da bo letos tudi občina ob njenem prazniku prejela prav posebno darilo, standard kakovosti upravljavske sposobnosti občine. Lepo pozdravljam izredno profesorico doktorico Simono Kukovič in profesorja doktorja Mira Hačka iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani ter Inštituta za lokalno in regionalno samoupravo. Gre za avtorja mednarodno priznanega standarda upravljavske sposobnosti občin. Namesto primerjanja le ene ali dveh vidikov dela so si v preteklih mesecih pogledali 40 vidikov, kako deluje občina Ljutomer, jo ocenili in podali priporočila, kako naj se izboljša. Danes smo jo povabili v našo družbo, da na kratko povzameta, kako se je občina Ljutomer odrezala. Lepo vabljena na oder. Prav lep večer vsem skupaj in hvala za besedo. Vesela sem, da imam to priložnost biti danes z vami na tem slavnostnem dogodku, še posebej pa zato, ker imam tako prijetno nalogo in sicer podeliti standard kakovosti vaši občini. Dovolite, da na začetku par besed povem o ozadju tega standarda. Po svetovni gospodarski krizi, zlasti pa po letu 2010, vse posod zaznavamo spremembe v delovanju tako javnega kot zasebnega sektorja. Poleg tega, da so v ospredju seveda finance in učinkovita poraba le-teh, se na primer občine ne le ukvarjajo več z birokratskimi upravnimi nalogami, temveč zagotavljajo vse več nalog storitvenega podjetja. In tukaj naletimo na problem. In sicer, kako v občini zmeriti učinkovitost, saj občine niso podjetje, kjer bi enostavno pogledali bilanco, promet, dobiček ali pa finančno stanje na AJPES-u. So namreč mnogo več od tega, saj delujejo v javnem interesu in zagotavljajo široko paleto lokalnih zadev oziroma nalog javnega pomena. Ker ni ustreznega mehanizma, smo na podlagi večletnih raziskav z področja upravljalske sposobnosti razvili orodje, ki nam to merjenje omogoča. In vaša županja je menila, da je po skoraj 3 končanih mandatih čas za zunanjo oceno njenega dela, dela celotne ekipe, ter seveda tudi občanov, ki s svojim delovanjem bodisi v društvih, ki zares bogatijo to občino, bodisi kako drugače pomembno prispevate k tej celoti. Torej, kaj in kako smo merili? Delovanje občine smo natančno pregledali in jo ocenili po 40 kazalnikih, ki smo jih razdelili na 4 stebre oziroma 4 področja. Najprej smo preverili, kakšen odnos ima občina, vodstvo občine, do prebivalcev. Kako so oziroma ste prebivalci vključeni v samo delovanje, kako vodstvo občine sodeluje med sabo,
kako sodeluje z drugimi deležniki in vse to smo poimenovali politični kazalniki. Kot drugo smo ocenili, kako je občina pozicionirana v širšem okolju, v regiji, v kakšnem gospodarskem okolju se nahaja in kako ga izboljšuje. To smo poimenovali ekonomski kazalniki. Tretja skupina kazalnikov je bila, kot že samo ime pove, usmerjena v organizacijo in kapaciteto same občinske uprave. Tako smo na primer preverjali, ali so in na kakšen način so sposobni na primer izpeljati določene projekte. Preko zadnjih 10 kazalnikov pa smo pod drobnogled vzeli javne storitve, torej kaj vam, občanom, zagotavlja občina, katere storitve imate na voljo, da jih seveda koristite. In kaj smo ugotovili? Tukaj vidite rezultat, da je vaša občina od 100 možnih točk dosegla 84,5 točke, kar pomeni, da v 85% dosega standarde učinkovitega delovanja in je uspela racionalizirati delovne procese ter s tem povečati lastno učinkovitost in uspešnost. Še več, na nekaterih področjih je celo presegla standarde, za kar si seveda zasluži posebno pohvalo. Tako na primer lahko vodstvo občine pohvalimo za vključevanje lokalnega obrtništva in malega podjetništva v delovanje lokalne skupnosti, promocijo lokalnih obrtnikov in podjetnikov ter za prizadevanje in soustvarjanje spodbudnega okolja za njihovo delovanje v občini, kar je tudi predpoznano med uporabniki, saj vaša občina predstavlja neko regijsko središče, je kot nek magnet za privabljanje gospodarstva in trenutno je v vaši občini registriranih več kot 800 podjetij. In ker smo danes pod vplivom olimpijskih iger, bom tudi v športnem duhu zaključila in rekla, da je občina Ljutomer v izredno dobri kondiciji in ne dvomim, da se bo uspešno soočila tudi z izzivi, ki jo čakajo v prihodnjih letih. Ker pa je vedno prostor za izboljšave, pa verjamem, da bo z malo treninga zagotovo dosegla še tistih 15%. Z doseženim rezultatom si vsekakor zasluži, da jo bo od danes naprej krasil tale novi znak, znak visoke kakovosti, torej zlati znak upravljavske sposobnosti. Ob tej priložnosti čestitam vsem vam, spoštovani. V prvi vrsti seveda župani magistri Olgi Karba, direktorici in celotnemu kolektivu občinske uprave, svetnikom, pa seveda tudi vam, dragi občani, ter vam izrekam dobrodošlico v skupini najbolj prodornih in uspešnih občin Slovenije. Hkrati pa vam čestitam o občinskem prazniku in želim eno lepo praznovanje še naprej. Gospa županja, vas pa prosim, če se mi pridružite, ker vam z veseljem izročamo standard. Hvala lepa avtorjema in pa seveda hvala lepa še enkrat gospe županji. Zopet pa je čas za nekaj glasbe, zatorej vabim na oder nocojšnjega glasbenega gosta. Domen, izvoli.
Spoštovani, prihajamo na slavnostno podelitev nagrad in priznanj občinskega sveta občine Ljutomer za leto 2020, ki zaradi epidemioloških razmer lani niso bila podeljena. Letos jih zato podeljujemo z zamikom, vendar z velikim spoštovanjem in hvaležnostjo do vseh nagrajenih. Podeljujejo se zasluženim občanom, podjetjem, zavodom, krajevnim skupnostim, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim, ki imajo bivališče oziroma sedež v občini Ljutomer, za njihove dosežke na področju gospodarstva, kulture, znanosti, ekologije, zdravstva, sociale, športa, vzgoje ter izobraževanja in na humanitarnem področju. V skladu z odlokom je v enem letu možno podeliti največ 2 plaketi občine Ljutomer z listino ter denarno nagrado in 3 pisna priznanja. Na oder zopet vabim županjo, magistro Olgo Karba in nagrajence občinskega sveta občine Ljutomer. Saša Duha, doktorja medicine, specialista družinske medicine oziroma Jasmino Kolarič, doktor medicine, specialistko družinske medicine, ki bo prevzela priznanje zaradi njegove zadržanosti. Andrejo Bogdan, predstavnico kolektiva zaposlenih Doma starejših občanov Ljutomer, Damjana Barata, direktorja podjetja Arko d.o.o., Janka Horvata, predsednika turističnega društva Cven ter Cilko Jakelj. Lepo prosim. V obdobju izolacije stanovalcev Doma starejših občanov Ljutomer zaradi COVID-19 se je na pobudo upokojene profesorice Cilke Jakelj v parku prvega slovenskega tabora pred domom v 20 dneh vsak dan zvrstilo skupaj 112 glasbenikov. Samo iniciativno so za stanovalce in zaposlene doma nastopile različne glasbene zasedbe, od posameznih ljubiteljskih vokalistov, instrumentalistov do profesionalnih glasbenikov, godbena pihala, družinskih zasedb, zborov, oktetov in narodno-zabavnih ansamblov. Gesta prleških kulturnikov in Cilke Jakelj je bila edinstvena tudi v širšem prostoru ter pokazala, da tudi v Ljutomeru v izrednih in težkih razmerah premoremo solidarnost, povezanost in enotnost. Pisno priznanje občinskega sveta občine Ljutomer za leto 2020 za organizacijo kulturnih dogodkov v obdobju izolacije Doma starejših občanov Ljutomer prejme Cilka Jakelj. Z namenom ohranjanja starih kmečkih opravil, običajev, navad ter kulinarične ponudbe vasi Cven in okolice je bilo leta 2000 ustanovljeno turistično društvo Cven, ki je eno najdejavnejših društev v ljutomerski občini. Z leti so se uveljavile njihove tradicionalne prireditve, kot so oranje s konjsko vprego, ročno pobiranje poljščin, kožuhanje, domače koline, popekaje.
Njihove prireditve privabijo veliko število obiskovalcev, društvo pa s prireditvami uspešno promovira tako samo vas Cven, kot tudi širšo Prlekijo. Člani društva vsako leto opravijo veliko ur prostovoljnega dela, ponašajo pa se tudi z lastnimi društvenimi prostori, ki so jih uredili na tako imenovanem gruntu, kjer skozi celo leto obiskovalce razvajajo z odličnimi prleškimi pogačami in tunko. Pisno priznanje občinskega sveta občine Ljutomer za leto 2020 za 20-letno uspešno delovanje prejme Turistično društvo Cven. Podjetje Arko je bilo ustanovljeno leta 1990 v Ljutomeru. Že ob ustanovitvi se je vodstvo, na čelu z direktorjem Damjanom Baratom, opredelilo, da bo kvalitetna storitev in zadovoljitev strank vedno glavno vodilo poslovanja. V podjetju na zahtevo stranke vozilo opremijo z dvigalom, kiperjem, kesonom, ročicami za gozdarstvom, z oprtnim viličarjem, z električno ali hidravlično gnanim vitlom, z delovno košaro ali dvižno ploščadjo. Veliko vlogo je podjetje odigralo tudi pri montaži dvigala in ustrezne nadgradnje na tehnično reševalnem vozilu za pomoč pri reševanju z višine prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer. Danes ugledno podjetje deluje na 1500 kvadratnih metrih poslovnih površin in zaposluje okoli 30 ljudi. Pisno priznanje občinskega sveta občine Ljutomer za leto 2020 za 30 let uspešnega delovanja prejme podjetje Arko. Zaposleni v domu starejših občanov Ljutomer so v času epidemije od konca marca do junija lani z izjemnimi napori in številnimi odrekanji skrbeli za stanovalce doma. Novo nastale razmere, s katerimi se predtem še niso srečali, so za nego obolelih zahtevali drugačen pristop, a jim je ob strokovni pomoči tudi zaposlenih iz Univerzitetno-kliničnega centra Maribor epidemijo v domu uspelo uspešno dokončno obvladati in tudi premagati. V celotnem obdobju oskrbe stanovalcev so bili zaposleni izpostavljeni tveganju za svoje zdravje in izjemnim naporom, saj so mnogi med njimi bili dolgo ločeni od svojih družin, nekateri zaposleni pa so se pri delu tudi okužili. Kljub temu jih takšno stanje ni paraliziralo, saj so kot odgovorna institucija ves čas zgledno skrbeli za nego in sočutje stanovalcev. Plaketo občine Ljutomer z listino in denarno nagrado za leto 2020 prejme kolektiv zaposlenih doma starejših občanov Ljutomer za izjemne napore pri oskrbi stanovalcev v času epidemije COVID-19. Sašo Duh, doktor medicine, je v zdravstvenem domu Ljutomer zaposlen od februarja 2013. Ves čas priprave in v samem obdobju razglašene epidemije COVID-19 je bil zelo aktiven. Poleg tega, da je bil sodelavcem za vzgled, je kot vodja kriznega štaba sprejemal vse najpomembnejše odločitve in notranje pravilnike delovanja celotnega zavoda. Od samega začetka je sodeloval pri celotni organizaciji, selitvi, vzpostavljanju vseh 3 con v domu starejših občanov Ljutomer. Zaradi izrednih razmer in potreb je svoje delo v domu starejših občanov Ljutomer opravljal tudi ob vikendih, ko je bilo potrebno opraviti izredno vizito, izdelati navodila za zaposlene, trenutno zaposlene ter študente, na podlagi katerih so pravilno in pravočasno obveščali zdravnike v zdravstvenem domu Ljutomer o zdravstvenem stanju varovancev, kar je pripomoglo k hitremu in uspešnemu zdravljenju le-teh. Plaketo občine Ljutomer z listino in denarno nagrado za leto 2020 prejme Sašo Duh, doktor medicine za strokovno in požrtvovalno delo v času epidemije COVID-19.
Spoštovani, sedaj prehajamo na podelitev priznanj županje za leto 2020. Podeljujejo se z izjemnim posameznikom, podjetjem, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim, ki so posebej zaznamovali našo skupnost. Na oder vabim Renato Škrget, diplomirano medicinsko sestro, predstavnico kolektiva Zdravstvenega doma Ljutomer, Zdenko Rajtman, predstavnico podjetja Krka d.d., Josipa Franova, lastnika podjetja T-Lotus d.o.o. in Janka Belcla, direktorja podjetja Fine Team d.o.o. v družbi najmlajše hčerke Linaje. Lepo prosim. Podjetje Fine Team je pred 7 leti ustanovil Janko Belcl, ki je z entuziazmom in ljubeznijo do rastlin ustvaril zgodbo o uspehu. Družinsko podjetje, v katerem po svojih močeh že pomagajo njegove 3 hčerke, se lahko pohvali z vsakoletno rastjo dejavnosti. Specializirani za jagodičevje, v vrtnem centru Naja v Ljutomeru in od predlani v Murski Soboti ponujajo tudi pester izbor sadik kivija, sadnega drevja, okrasnih rastlin in vrtnega programa za žar. Fine Team kot družbeno odgovorno podjetje deluje okoljevarstveno in podpira številne projekte po Sloveniji. Medovite rastline podarja šolam in vrtcem ter čebelarskim društvom. Občina Ljutomer je ob 150. obletnici prvega slovenskega tabora na pobudo in z donacijo podjetja Fine Team v mestu zasadila 150 medovitih dreves. V okviru novega projekta bo podjetje letošnjim novorojenčkom podarilo medovito drevo. Priznanje županje občine Ljutomer, magistre Olge Karba, za leto 2020 prejme podjetje Fine Team kot družbeno odgovorno podjetje. Josip in Slavica Franov sta pred 3 desetletji vse svoje potenciale in trud usmerila v ustanovitev podjetja Lotus. Po začetnih letih delovanja v turizmu je po smrti soproge leta 1995 Josip Franov podjetje preusmeril v novo tehnologijo površinske zaščite kovin v prašno barvanje. T-Lotus danes z ekipo 12 ljudi pokriva Slovenijo, Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. Podjetje dobavlja izključno industriji v specifičnem segmentu zaključne obdelave kovin. Ker je površinska zaščita bistven zaključni korak, bi lahko rekli, da skrbijo za piko na i. Med njihove najvidnejše kupce sodijo Gorenje, Arkont, Inoterm in drugi. O sebi povedo, da ne sodijo med gazele in skakanje po vrhovih ni njihova vizija. Smisel vidijo v kvalitetnih, dolgoročnih odnosih s kupci, kvalitetnih storitvah in predvsem v skrbi za zaposlene. Priznanje županje občine Ljutomer, magistre Olge Karba, za leto 2020 za 3 desetletja uspešnega delovanja prejme podjetje T-Lotus. Tovarna zdravil Krka je temeljni kamen za proizvodni obrat v Ljutomeru postavila oktobra leta 1978 s ciljem okrepitve gospodarske moči ljutomerske občine in zagotovitve prepotrebnih delovnih mest ter pridobitev dodatnih proizvodnih zmogljivosti. Proizvodnja v obratu je stekla 1. septembra 1980. Danes je v obratu, kjer poteka sodobna proizvodnja kakovostnih, varnih in učinkovitih zdravil in prehranskih dopolnil v obliki tablet, filmsko obloženih tablet, zrnc in pastil, zaposlenih 195 usposobljenih in motiviranih sodelavcev. V farmacevtski proizvodnji so potrebni nenehen razvoj, stremljenje k vrhunski kakovosti in izpolnjevanje zakonskih zahtev. Zato ni naključje, da so ljutomerski obrat ves čas posodabljali in dograjevali.
Danes je obrat Ljutomer proizvodna enota, ki s svojimi proizvodnimi zmogljivostmi in proizvodnim programom v družbi Krka pomembno prispeva k uresničevanju strategije. Priznanje županje občine Ljutomer magistre Olge Karba za leto 2020 za 40 let uspešnega delovanja na lokaciji v Ljutomeru prejme delniška družba Krka. Zdravstvo je bilo v času epidemije COVID-19 na veliki preizkušnji. Število okužb, ki se je v lanskem prvem valu vsakodnevno povečevalo tudi na območju ljutomerske občine, je terjalo od zdravstvenega osebja veliko dodatnega angažiranja. Svojo strokovnost in požrtvovalnost pri reševanju nastale situacije ter pomoč osebju v sosednjem domu starejših občanov Ljutomer so brez vseh zadržkov ponudili tudi zaposleni v zdravstvenem domu Ljutomer. Nemudoma so se vključili ter bili svojim znanjem in opremo na razpolago dan in noč. Epidemija je zdravstvenim delavcem naložila nove zadolžitve, tako še danes izvajajo redna testiranja in cepljenja. Za vse, kar so zaposleni zdravstvenega doma Ljutomer storili v času epidemije, si zaslužijo en velik poklon. Priznanje županje občine Ljutomer, magistre Olge Karba, za leto 2020 za strokovno delo v času epidemije COVID-19 prejme kolektiv zdravstvenega doma Ljutomer. Renata Škrget, ki je kot diplomirana medicinska sestra zaposlena v zdravstvenem domu Ljutomer od septembra leta 2000, je bila v času razglašene epidemije COVID-19 marca lani strani takratnega zdravstvenega ministra Tomaža Gantarja imenovana za regijsko koordinatorko na področju zdravstvene nege za pomursko regijo. Ob nastopu številnih okužb v domu starejših občanov Ljutomer se je aktivno vključila k nabavi zaščitne opreme in izvajala delavnice za pravilno uporabo le-te. Bila je v veliko pomoč lokalni skupnosti pri iskanju prepotrebnega zdravstvenega kadra, obenem pa je dnevno sodelovala s štabom civilne zaščite, Rdečim križem Ljutomer in občino Ljutomer pri reševanju nastale situacije v domu starejših občanov Ljutomer. Renata Škrget je neprecenljiv vzor strokovnosti in profesionalnosti obravnave pacientov. Priznanje županje občine Ljutomer, magistre Olge Karba, za leto 2020 za strokovno in požrtvovalno delo v času epidemije COVID-19 prejme Renata Škrget. Čas pa je zopet za glasbeno točko ter za našega nocojšnjega glasbenega gosta, gospoda Domna Gnezdo. Lepo prosim.
Spoštovani, prehajamo na slavnostno podelitev nagrad in priznanj občinskega sveta občine Ljutomer za leto 2021. Na oder zopet vabim županjo magistro Olgo Karba in nagrajence občinskega sveta občine Ljutomer. Milico Makoter, direktorico podjetja Makoter d.o.o., Alojza Filipiča, predsednika območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer, Andreja Trstenjaka oziroma Janka Trstenjaka, ki bo prevzel priznanje zaradi njegove zadržanosti, Boštjana Bokša, predsednika športnega društva Stari Hrast in Jožeta Habjaniča, da zasedejo pripravljena mesta na odru. Lepo prosim. Jože Habjanič, dolgoletni hišnik v osnovni šoli Stročja vas, je že vrsto let, tudi sedaj, ko je upokojen, aktiven na številnih področjih družbenega življenja v ljutomerski občini. Je aktiven član v prostovoljnem gasilskem društvu Stročja vas, turističnem društvu Pytar, krajevni skupnosti Stročja vas ter v Rdečem križu območnem združenju Ljutomer. Gasilec je od leta 1961. Več kot 30 let je opravljal funkcijo poveljnika in postal tudi častni poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Stročja vas. Za svoje delo na področju gasilstva je prejel številna odlikovanja. Bil je 20 let poveljnik štaba civilne zaščite krajevne skupnosti Stročja vas, več kot 20 let je aktiven član turističnega društva Pytar, več kot 40 let je vključen v organizacijo Rdečega križa, kri pa je daroval 30 let. Pisno priznanje občinskega sveta občine Ljutomer za leto 2021 za dolgoletno aktivno delovanje v organizacijah na področju prostovoljstva prejme Jože Habjanič. Športno društvo Stari Hrast deluje od leta 2005. V njem aktivno sodeluje 70 članov, ki skrbijo za zdrav duh v zdravem telesu. Člani so aktivni na številnih področjih. V okviru kolesarjenja organizirajo najmanj 5 dirk po Prlekiji in preko njenih meja. Udeležujejo se vsakoletne dirke po Umagu na Hrvaškem, kjer je Žan Karba zasedel 2. mesto. Sodelujejo na številnih turnirjih odbojke na mivki, vsako leto pa organizirajo tudi rafting, spust po Muri. So organizator športnih iger krajevne skupnosti Železne Dveri, prav tako pa aktivno pomagajo in sodelujejo pri pripravi in izvedbi krajevnega praznika. V sodelovanju s turističnim društvom izvedejo miklavževanje in tradicionalni pohod k polnočnici z lučkami in baklami. Pisno priznanje občinskega sveta občine Ljutomer za leto 2021 za uspešno delovanje na področju rekreativnega športa prejme Športno društvo Stari Hrast. Andrej Trstenjak je višji gasilski častnik 2. stopnje, ki je v gasilske vrste vstopil leta 1978. Z delom, znanjem in izkušnjami je vzor dela v gasilstvu, preventivi, izobraževanju, usposabljanju članov v prostovoljnih gasilskih društvih, Gasilski zvezi Ljutomer, regiji ter širše v Sloveniji. Poleg tega, da je predsednik prostovoljnega gasilskega društva Branoslavci, že vrsto let opravlja dela in naloge poveljnika Gasilske zveze Ljutomer. Je član poveljstva gasilske regije in član štaba civilne zaščite občine Ljutomer za požarno varstvo. Od leta 2013 je namestnik gasilskega regijskega poveljnika. Za svoje dolgoletno, strokovno in prostovoljno delo na področju zaščite in reševanja je prejel številna odlikovanja. Pisno priznanje občinskega sveta občine Ljutomer za leto 2021 za dolgoletno uspešno delovanje na področju gasilstva ter zaščite in reševanja prejme Andrej Trstenjak.
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer je bilo ustanovljeno decembra leta 1998. Danes pa ima v svojih vrstah 307 članov. Združuje udeležence priprav in vojne leta 1991 ter tiste, ki so kakorkoli doprinesli k boju za samostojno Slovenijo. V združenju skrbijo za razvijanje in spodbujanje domoljubja ter ohranjanje zgodovinskih izročil. Posebno pozornost namenjajo delu z mladimi, za katero organizirajo predavanja, razstave in natečaje na različnih področjih s poudarkom na pomenu domoljubja in ohranjanju pomena osamosvojitve. Člani združenja skrbijo za urejenost spominskih obeležij iz osamosvojitvene vojne in seznanjajo javnost z delovanjem in aktivnostmi združenja. Posamezniki iz Ljutomerskega združenja so tudi dobitniki zlatih znakov in plaket, ki jih na državnem nivoju podeljuje Združenje veteranov vojne za Slovenijo. Plaketo občine Ljutomer z listino in denarno nagrado za leto 2021 ob 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije prejme Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer. Med najpomembnejšimi gospodarskimi subjekti v ljutomerski občini je podjetje Makoter s Cvena, ki letno ustvari blizu 19 milijonov evrov prihodkov, zaposluje pa več kot 130 ljudi. Začetki segajo v leto 1981, z leti pa sta Milica in Janko Makoter širila dejavnost, ki se danes odvija na več kot 4000 kvadratnih metrih. Pred natanko 30 leti je bilo ustanovljeno podjetje Makoter, pri vodenju podjetja pa se je pridružil sin Saša. Glavna proizvoda podjetja sta polietilenska folija in vrečke. Proizvajajo embalažo za papirne in prehranske izdelke ter tehnično folijo kot embalažo za gospodinjske aparate in gradbene materiale. Vizija podjetja je ostati vodilno na svojem področju v Sloveniji in pomemben konkurent vodilnim evropskim proizvajalcem tovrstne embalaže. Plaketo občine Ljutomer z listino in denarno nagrado za leto 2021 prejme podjetje Makoter za 40 let obrtno-podjetniške dejavnosti. V nadaljevanju prehajamo na podelitev priznanj županje za leto 2021. Podeljujejo se izjemnim posameznikom, podjetjem, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim, ki so posebej zaznamovali našo skupnost. Na oder vabim Dušana Rajha, direktorja družbe Autorajh d.o.o., Alana Hajdarja, direktorja KDS dimnikarske storitve Ljutomer d.o.o., Damjana Novaka, Milana Horvata in Danila Polaniča, predsednika prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer. Lepo prosim. Začetki današnjega prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer segajo v leto 1871. Društvo je skozi zgodovino večkrat vsled veljavne zakonodaje spreminjalo ime. Dokončno ime, ki ga nosi še danes, pa ima od leta 1996. Leta 1998 se je zaradi nastanka novih občin prostovoljnemu gasilskemu društvu Ljutomer priznal status medobčinskega centra požarne varnosti. Leta 2000 pa si je društvo strani Ministrstva za obrambo pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Življenje v lokalni skupnosti si ni mogoče zamisliti brez prizadevnih gasilcev in na njihovo prostovoljno delo, ki se v letu jubileja kaže tudi pri obnovi gasilskega doma, smo v Ljutomeru izredno ponosni. Za vse, kar storijo za nas in našo lokalno skupnost, smo jim hvaležni.
Priznanje županje občine Ljutomer magistre Olge Karba za leto 2021 ob 150. obletnici delovanja prejme Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer. Milan Horvat je obrt za opravljanje elektroinštalacijske stroke pričel pred natanko 45 leti v Nunski Grabi in je še danes vpet v uspešno družinsko podjetje. Leta 1977 je svojo dejavnost preselil v prostore sedanje mestne hiše v Ljutomeru, zraven elektroinštalacij pa uvedel še servisno dejavnost za termoakumulacijske peči, bojlerje, likalnike in hladilno tehniko. Leta 1986 je bila ustanovljena obratovalnica TEO, tehnološka oprema, elektrika in orodjarstvo, v kateri so zraven elektroinštalacij, ki se danes izvajajo preko firme TEO Ten montaža, izdelali reduktorski ključ, pozneje pa še prvi etiketirni stroj v takrat skupni državi Jugoslaviji. Leta 1991 so ustanovili družinsko firmo TEO Ten, leto pozneje pa so dodali še trgovino, ki je danes glavna dejavnost in jo vodi že druga, mlajša generacija družine. Skupno je v tem uspešnem podjetju, ki nadaljuje začrtano pot Milana Horvata, zaposlenih 26 ljudi. Priznanje županje občine Ljutomer magistre Olge Karba za leto 2021 za 45 let obrtno-podjetniške dejavnosti prejme Milan Horvat. Pred natanko 3 desetletji je Damjan Novak ob veliki pomoči očeta Mirka v Ljutomeru odprl trgovino Šport Plus, trgovino športno, ribiško in lovsko opremo, eno prvih privatnih trgovin s temi prodajnimi artikli v Sloveniji. Prve korake uspešnosti je trgovina naredila na lokaciji Prešernove ulice v Ljutomeru in postala priljubljena med kupci, ki so na enem mestu našli vse za šport in rekreacijo. Po desetletju delovanja na prvotni lokaciji je trgovina Šport Plus tudi zaradi širitve prodajnih programov nove, večje prostore dobila na sedanji lokaciji na Starem trgu v Ljutomeru. Še vedno je poudarek na ponudbi športne opreme, ribolova in lovstva, poleg tega pa strankam ponujajo pokale in medalje, na katere gravirajo z laserjem, zračne puške, pikado program, rolerje, rolke in pirotehnične izdelke. Priznanje županje občine Ljutomer magistre Olge Karba za leto 2021 za 30 let uspešnega delovanja trgovinske dejavnosti prejme Damjan Novak. Podjetje KDS, dimnikarske storitve Ljutomer, je leta 1991 ustanovil Alojz Kavčič. Med prvimi v Sloveniji je podjetje pridobilo tudi koncesijo za opravljanje dimnikarske dejavnosti na takratnem območju občine Ljutomer. Podjetje se je nenehno povečevalo, se strokovno izpopolnjevalo in sodelovalo pri različnih okoljskih dejavnostih. Svoje delovanje je s podpisom koncesijske pogodbe razširilo še na območje občine Rogaška Slatina. Leta 2004 je vodenje podjetja prevzel magister Aleksander Kavčič in ga vodil do leta 2014, ko je direktor postal Alan Hajdar, tudi dimnikarski mojster. Trenutno je zaposlenih 8 dimnikarjev, od tega sta 2 dimnikarska mojstra. Dimnikarstvo zagotovo ni več najbolj priljubljeno delo, za katerega bi se odločili številni mladi, vendar je kljub temu pomembno, saj prispeva k varovanju okolja, ščiti pred požarom in še vedno prinaša srečo. Priznanje županje občine Ljutomer magistre Olge Karba za leto 2021 za 30 let uspešnega delovanja prejme podjetje KDS dimnikarske storitve Ljutomer.
Pred več kot pol stoletja je August Rajh iz Ljutomera pričel peljati uspešno podjetniško pot, ki jo danes v sklopu podjetja Auto Rajh sodelavci uspešno nadaljujeta Dušan in Damjan Rajh. Pred 2 desetletjema sta ustanovila podjetje Auto Rajh, glavni dejavnosti pa sta prodaja in servis vozil znamk Ford in Citroen. Podjetje deluje na lokacijah v Ljutomeru in Murski Soboti, skupno pa zaposluje 35 ljudi. O njihovi uspešnosti pričajo številne nagrade, v ospredju pa je naziv Fordov trgovec leta, ki ga je podjetje Auto Rajh letos prejelo že 7. Gre za častni naziv, ki ga družba Summit Motors Ljubljana podeljuje trgovcu za doseganje najvišjih standardov kakovosti in zastavljenih poslovnih ciljev, ki obenem v največji možni meri pooseblja vrednote znamke Ford. Priznanje županje občine Ljutomer, magistra Olge Karba, za leto 2021 za 20 let uspešne dejavnosti prejme podjetje Auto Rajh. V imenu vseh nagrajencev se zahvaljujem za izkazano čast. Leto 2021 je ponovno posebno leto in glede na okoliščine, ki so zaznamovale že leto 2020, smo veseli, da je občina Ljutomer prepoznala ta pomemben gradnik družbe in v ta namen razglasila leto 2021 za leto gasilstva in prostovoljstva. To je poklon, zahvala vsem gasilcem in prostovoljcem, ki v različnih društvih svoj prosti čas nesebično namenimo za dobrobit drugih. Pojave posebnih situacij pokažejo, kaj in kakšni smo ljudje v resnici. Pomembno je, da se zavedamo, da bomo le skupaj, povezani, zmogli vse izzive, ki so pred nami. S ponosom prevzemamo ta priznanja, obenem pa se zavedamo, da tako priznanje pomeni novo zavezo za dobro delo, za še boljše delo. Z našimi člani in s podporo naše lokalne skupnosti bomo to zavezo uresničevali tudi v prihodnje. Kot pravimo v prostovoljnem gasilskem društvu Ljutomer ob naši 150-letnici, ponosni s pogledom v prihodnost. Naj to velja za vse. Hvala še enkrat. Hvala lepa prav vsem dobitnikom priznanj in prav vsem nagrajencem. Hvala lepa tudi gospe županji. Nocojšnji glasbeni gost Domen Gnezda je Ljutomerčan, glasbenik, ki koncertira s kitaro in modularnim sistemom, skladatelj ter improvizator. Leta 2020 je zaključil magistrski študij kompozicija pri profesorju Urošu Rojku na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Predtem je študiral kitaro na Berklee College of Music v Bostonu, Združenih državah Amerike, kjer je leta 2012 diplomiral z odliko. Med študijem na Berkleyu je prejel štipendijo za nadarjene ter nagrado kitarskega oddelka za dosežke na področju kitare. Že vrsto let koncertira po Sloveniji ter v tujini. V tem času so bile izvedene številne njegove kompozicije za različne zasedbe, katere so izvajali Simfonični orkester RTV Slovenije, Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije, ansambel Stere in številni drugi izvajalci. Izvaja jih tudi sam. Po mnenju ustvarjalca oddaje Oscilacije 60 letij slovenske elektroakustične ter eksperimentalne glasbe se uvršča med najpomembnejše ustvarjalce elektroakustične glasbe v našem okolju. Po njegovi solistični točki se bosta domno na odru pridružila Mojca Prejac in Jože Zadravec. Mojca in Jože sta glasbenika, ki že vrsto let delujeta skupaj, prav tako pa se vsak zase uveljavljata na svojem glasbenem področju. Jože nastopa s svetovno priznanimi jazz glasbeniki in sodeluje tudi v znanih slovenskih zasedbah, Bilbi Simpatiko, oba pa sta aktivna tudi na pedagoškem področju. Mojca je profesorica kitare na glasbeni šoli Ljutomer, Jože poučuje na različnih zasebnih glasbenih šolah, prav tako v svoji. Mojca je kantavtorica, ki je po zmagi na kantavtorskem festivalu Canfest 2014 posnela svoj prvi avtorski album,
Mojca brez meja, na katerem sta sodelovala tudi Domen Gnezda ter Jože Zadravec. Danes se nam bodo predstavili z dvema skladbama, in sicer Raj in Se ti kaj zdi.
petok. Skozi okno pogledam v nebo, zaman kličem klice na pomoč. Zabijal je veter iz juga, mogoče bo tu do jutra, črne oblake zasukal, pregnal temne misli iz duha. Zakaj ne znam nazaj? Mogoče je res kdaj. Ko jutro spozna nov dan in rosa izgublja sijaj, kot ptica v letu svoj san, iskala bi le najlepši kraj. Zabijal je veter iz juga, mogoče bo tu do jutra, črne oblake zasukal, pregnal temne misli iz duha. Zakaj ne znam nazaj? Mogoče je res kdaj. Za dežjem posije sonce, ne rabim poletnih merik, ko žarek premaga oblake, se nasmejim, se nasmejim, se nasmejim, se nasmejim, se nasmejim. Ko dan se prelije v noč in miren je reke tok. Hvala lepa. Se ti daj zdi, da ne veš, kam obrnil bi se, kam bi šel. Se ti daj zdi,
Hvala lepa. Hvala lepa za vašo pozornost ter miren večer še naprej. Hvala lepa.